Reši, ma ne, to drži vrata. Se hvala tukaj za. Sinus X je pa. Tole pa. Ima nekakšne omejitve. Bojo lahko dodamo od -1 do 1. Če ni v tem intervalu, potem lahko napišete direktni rešitvi. Pa potem imamo naslednje 3 variante. Sinus X, -1, 0, 1. X, minus pi polovic, plus k2 pi, k pi, pi polovic plus k2 pi. Vi sigurno znate, kako se to gleda na enonski krožnici. Gleda se tako, da če tole sinus, koti, ki imajo tak sinus, sta 2 kota. Prvi kot je tale ostri kot tle, označimo recimo alfa 1, a drugi kot je tale kot na drugi strani, označimo ga z alfa 2. Alfa 2, alfa x2, mogoče boljše x, popravi so zdaj na x. x1, x2. Kakšna je povezava med tema dvema kotama? Povezava je taka, da sta to suplementarna kota, da je njihova vsota 180. Vidite, ta x1, ki je tle, on je tudi tista tle x1. To se pravi, x2, topi kot, dobivam tako, da od koda pi oziroma 180 odštejem x1. Zdaj imamo recimo enačnik. Sinus x je 1 polovica. Prva rešitev x je arcosinus 1 polovica plus k krat 2 pi. A druga rešitev x2 je pi minus arcosinus 1 polovica plus k krat 2 pi. Tole arcosinus lahko računate s kalkulatorjem. Kalkulator pokaže 30 stopinj oziroma pi šestin plus k krat 2 pi. Tukaj je isto x2 pi minus pi šestin plus k krat 2 pi. Tole nastane 5 pi šestin plus k krat 2 pi. Evo ga. In obvezno napišite kez. K element z. Na Bežigradski gimnaziji so naučili svoje dijake, da takoj na vrhu kaže tega geometrične enačbo, prva stvar, ki napišejo kez. In so se zasigurali, da bo sigurno prisotno to k element z. To pri sinusu imamo tako. Zdaj, za te 3 vrednosti, a to je -1, 0, 1, nista 2 rešitve, samo 1 rešitev. Kako? Pa vidite, če se ta 2 kota približujeta gor, na vrhu, se ta 2 kota združita samo v en kot. Torej, če je sinus enak 1, rešitev je samo tale en kot, a to je tole pi polovic plus k krat 2 pi. Perioda sinusa je 2 pi, zato piše tle plus k krat 2 pi. Isto velja pri spodnjih vrednosti, kadar je sinus enak -1, samo en kot minus pi polovic plus k 2 pi. Pri nuli imamo, da je to tale kot ali tale kot, ta kot je 0, ta kot je pi, potem še enkrat ta kot je 2 pi, 3 pi in tako naprej, zato tle piše k krat pi. To je k krat pi, to je samo k krat pi. To so bili sinusi. Zdaj pri kosinusu imamo samo plus pa minus. Zdaj ne vem, na tole da razlagamo, da gremo direktno na enačbo. Tole znate vi si to, kar se zdaj povedal. Vsi bi to, jaz pričakujem kar.
da na višji ravni že znate. Evo da vidimo kosinus, to, kar sem jaz tle napisal na tabli, piše na tem listu. Prvi vidite, sinus, vidiš to prvo tabelo, pa za kosinus, zdaj možnosti arcosinus, pa pi minus arcosinus, na tem prvem listu to že vse piše. Za kosinus imamo isto to, če je kosinus x je enako b, isto tako b je lahko samo od minus 1 do 1, potem imamo to tabelo, te osnovne vrednosti, dajmo malo hitreje, kosinus x, minus 1, 0, 1, tole je pi plus k2 pi, tole je pi polovic plus k pi, to je k krat 2 pi kez. Zdaj, če b ni nekaj od tega, da vidimo recimo, če je to kosinus, dva kota imata tak kosinus in ta dva kota sta, eden je tle gor, a drugi je tukaj dol, če je tole x, ta je isti kot samo z minusom. To se pravi x1 arcus cosinus od b plus k krat 2 pi, a druga varianta x2 je minus arcus cosinus b plus k krat 2 pi. Če mene vprašate, ali bojo trigonometrične enačbe na maturi v juniju, jaz mislim, da bojo. Jaz mislim, da bo nekaj časa jih nisem videl, nekaj časa na osnovni ravni jih ni bilo nekaj časa. Mislim, da že na osnovni ravni bojo trigonometrične enačbe. Poskusni so dajo. Poskusna je. Poskusna ni nobeno merilo, poskusna je tako izjemno. Jesenski rok, ja. Jesenski rok. Imamo najprej te enostavne enačbe na osnovni ravni. Oni bojo dali enačbe, v katerih nastopa ali te številke, ali številke ena polovica. A one koreni, koliko sem jaz videl, bolj jih ni, kot da je. Da vidimo zdaj take enačbe. Evo, zdaj cela serija jih bo. Za začetek bomo rešili tri enačbe. Sinus x je 1. Sinus 2x je 1. Sinus x plus pi tretjin je 1. Direkt napišemo, x je pi polovic plus k krat 2 pi. Zdaj napišemo, 2x je pi polovic plus k krat 2 pi. Pa se to deli z 2. X je pi četrtin plus k pi. Da napišemo x plus pi tretjin je pi polovic plus k krat 2 pi. Jasno, posod pišemo kez. To je element z. V tej tabeli, kadar je sinus minus 1, 0, 1, to je samo ena rešitev. Tukaj je, vidiš, ta številka 1 in je zato ena rešitev. 1, 0, minus 1 je ena rešitev. Sinus je 1, sinus je 1, 0, minus 1,
Ena rešitev, to se vidi tukaj v tej tabeli, ista velja za kosinus. Če je sinus nekaj drugega, potem imaš dve rešitve, to je to gor. Da vidimo. Sinus 2x minus cosinus x je nula. Pa napišemo 2 krat sinus x cosinus x minus cosinus x je nula. Cosinus x izpostavimo. 2 krat sinus x minus 1 je 0. Prva rešitev, cosinus x je 0, druga rešitev, 2 sinus x minus 1 je 0. Dobimo, da je sinus x je enako 1 polovica. Cosinus x je 0, imate v tabeli, da je x je enako pi polovic plus k pi. K element z prva rešitev. Druga rešitev, sinus x je 1 polovica, x2 je arcus sinus 1 polovica plus k2 pi. Arcus sinus smo rekli, da je pi šestin k2 pi. x3 je pi minus arcus sinus k2 pi. x3 je pi minus pi šestin. x3 je 5, pi šestin pa k2 pi. Reši naslednje naš cosinus 2x plus 1 je jaz bom skočil zdaj po dodatne naloge, bolj da preberem, kot pa da pišem brez veze po tabletu, bo čudni rezultat. Nimamo vsega v glavi, zdaj bo pošlo. Vi to rešujete? Ti meni zaupaš, pa zato si ta, da jaz vidim, če narobe popravi, pa ni res slabega, če ne znaš. Kaj pa? A ti nerodno, če jaz vidim, da si narobe. Kaj pa je res?
Nisem jaz vaš profesor, jaz sem vaš inštruktor, ki dela za vaš denar. To, kar boste rekli, bom zdaj rešval, jaz sem tak. Zavedno se rekli. Ajde, to smo rekli, da rešim. Napišeš. Kosinus 2x je minus 1. Če je kosinus minus 1, kakšno je? Kakšen je kosinus pol? Meni se zdi, da tle piše pi, a ne? Plus k kvadratu. To deliš 2, evo odgovor, x je pi polovic plus k pi, jasno, k element. A imate takega, da? A nič? Dobre, evo zdaj bomo šli malo po vrsti. Hoteli ste več tega, prihaja več tega. Več trigonometričnih enačb.